Mladi hokejisti športnega duha ter spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev pokažejo s posebnim pozdravom. Pravila športnega obnašanja namreč veljajo že pred začetkom tekme. Športno obnašanje je takrat, ko igralci med sabo, ko da kakšen gol, da se med sabo pozdravijo, da bravo, bravo, pa dajo roke. Da igralci ne delajo favlov, da se ne tepejo, da upoštevajo trenerja. Čeprav so pravila jasna, pa na ledu včasih tudi športni duh zamrzne. Nešportno obnašanje je pa to, da se z golmanom krigaš, soigralci, da ne poslušaš trenerja, da ne poslušaš sodnika. Mladim hokejistom se zdi športno obnašanje zelo pomembno, zato še posebej strogo spremljajo, kako športno se vedejo njihovi vzorniki. Jaz, ko gledam tekme, se mi zdi, da se športniki, ki igrajo, tudi zelo športno obnašajo. Tudi med olimpijskimi igrami bodo skrbno opazovali, kako se obnašajo tekmovalci. Na olimpijskih igrah je fajn, da se igralci obnašajo pravilno po pravilih, da so vzor vsem otrokom, ki to gledajo. Po tekmi mora športnik tako zmago kot poraz sprejeti dostojanstveno. Seveda pa se športno obnašanje nadaljuje tudi po tistem, ko oddrsajo z ledu.